sotočje dveh potočkov. Indija. Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime in sem avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In tokrat sem si najdla prostor med dvema majhnima potočkoma, ob enem sotočju, da se povežem z angeli in vam predam tisto, kar v prihajajočem tednu pravijo, oziroma tiste energije, ki v tem tednu prihajajo. Veliko vas je že na dopustih, nekateri ste tik pred tem, vročina dela že svoje, tako da verjamem, da tisti, ki ste na dopustih, da vam to paše, tisti, ki boste še šli, da vam bo pasalo, tisti, ki ste pa že prišli, ste pa spočiti in pripravljeni na novo akcijo. Poglejmo pa, kaj pravijo angeli. In prva karta v prihajajočem tednu je desetica zraka. Desetica zraka, ki pravi, da se je res tisto težko, najtežje obdobje zaključilo, da je sprememba, ki se je že nekaj časa napovedovala, da je zdaj na pohodu in da je treba zdaj dati prosto pot mislim, domišljiji, da je treba odpreti nove poti in biti pripravljen sprejeti tiste nove možnosti, ki se odpirajo kot posledica teh sprememb. Tako da desetica zraka kot karta, ki vam odpira tudi misli, prepričanja, če je še karkoli takega, da je treba spustiti, dajte spustiti iz vaših misli, predvsem to, kako bi moralo biti. In druga karta je pravica in nadangel Raguel. Nadangel Raguel oziroma pravica oziroma uravnava je tista energija, ki stvari zbalansira. Se pravi, harmonija, ki nastane, ko je vse uravnovešeno. In nadangel Raguel je tisti, ki v tem tednu poskrbi za to, da se stvari pravično uravnovesijo. S tem, da kaj je pravično, ni stvar interpretacije naših misli, zato desetica zraka, prejšnja karta, ki je govorila o tem, da je treba stvari, ki pridejo na novo, pozdraviti. Namreč vesolje ima s svojimi univerzalnimi zakoni tudi svoj način uravnovešanja in mogoče v tem trenutku tega ne vidite na ta način, se pa potem kasneje izkaže za tisto, kar je bilo najbolj prav. Namreč ta karta govori o tem, kaj je prav, ampak tista notranja pravica, tista notranja gotovost, tisto notranje vedenje. Tako da nadangel Raguel v tem tednu bo poskrbel, da se stvari uravnovesijo in pa še, da vidimo, kako se bojo energije tedna zaključile. Desetica ognja. Desetica ognja se pravi energija, ki govori o tem, da je zdaj pa čas, da sprejmete pomoč drugih, se pravi, ne rabite vse sami. In to je zdaj že druga desetica, najprej smo imeli desetico zraka, zdaj imamo desetico ognja, se pravi desetka kot tisto število, kjer se stvari obrnejo navzven, kjer se tik preden se odpre nekaj novega, se nekako stvari zakoloburijo in odprejo navzven v nekaj novega. In nehajte se obremenjevati z vsem, ker niste sami. Vesolje vam vedno pomaga, vesolje vam vedno priskoči na pomoč. Tako da nadangel Raguel je tista energija, ki vas bo podpirala v tem tednu, zato da boste lažje uravnovešali stvari, da se boste lažje odpirali novim možnostim in da bo vaš dopustil, da se zgodijo stvari na tisti pravilen način. Tako da definitivno energije, ki
ki prinašajo neke nove stvari, ki prinašajo bolj mirno plovbo po vseh teh razburkanih mesecih, ki smo jim bili priča v preteklosti, tako da si dajte spočiti tudi na energetsko-duhovnih in mentalnih in čustvenih nivojih. To bi bilo to z angelske strani. V tem tednu sem dobila 3 enaka vprašanja. In sicer so mi pisale Barbara, Lidija in pa Mateja. Kaj pa ženske, ki nimajo več maternice? Kako naj one delajo te energetske vaje, ki jih učim? A je lahko sploh ženska, ki nima več rodil, ki so jo odstranili zaradi takih ali drugačnih razlogov, rodila, se pravi maternico, mogoče celo jajčnike, a je lahko takšna ženska tudi ženstvena? In kako naj izvaja vaje, ki jih jaz učim? Zdaj, moj odgovor je ja, lahko, zato ker jaz ne govorim sem o fizični maternici vedno, ampak predvsem o energetskem prostoru maternice znotraj vsake ženske. In tega ima ženska, ne glede na to, a so fizično prisotni tudi organi ali ne. Tako da ženske, ki so vam bile maternice pobrane ven, odstranjene, karkoli že, to ne pomeni, da ste kaj manj ženstvene. Še vedno ste lahko ženstvene, ker ni sama fizionomija samo maternice tista, s katero delate. Gre predvsem za energijo. Energija je tista, ki deluje ne glede na to, a so prisotni tudi fizični organi ali ne. Tako da vsekakor, vse te vaje, ki jih delamo, vse to, kar govorim, pomaga lahko vsem, tudi tistim, ki nimate več maternice. Imela sem že veliko strank, ki so prišle k meni, ženske brez maternice ali pa pred tem, da so jim pobrali ven in so jim te energijske vaje pomagale, da so se nazaj postavile v svojo energijo ali pa da ni bil ta prehod oziroma ta operacija, ta poseg tako travmatičen in ja, vedno je lahko energetsko stanje naravno, žensko, tudi če ni maternice. Tako da vse ženske, ki ste brez maternice, zaradi tega niste čist nič manj ženske. Upam, da sem odgovorila na vprašanje in ste vabljene, da pridete tudi pogledati na kakšen ženski večer, da pridete pogledati na kakšen tečaj ali pa pridete k meni individualno v kakšen daljši program, da lahko postavimo te energije, da tudi določene travme, ki so bile povezane ali pa šoki, ki so bili povezani z tem posegom, da se to sčisti iz vašega energetskega polja in da zaživite polno življenje. Tako da se vidimo naslednji ponedeljek, jaz grem tudi malo uživati na dopust. Spremljajte me na Facebooku, na spletni strani manca.si in pa seveda preko angelskih navdihov. Lepo se imejte in se vidimo. Čau, čau!